Lepo zdrav v imenu ekipe Will.i. Mi imamo senzor, s katerim lahko prihranite pri računu električne energije. In sicer, predstavljate si, da imate hišo, da ste družina z 2 otroci in na račun dobite več kot 50 € za položnico za električno energijo. S časom so se navade ljudi spremenile, z razvojem tehnologije prav tako, zato ljudje nočejo imeti 10 različnih naprav, ki so vsaka posebej stane po 20 € ali več. Ljudje hočejo imeti dejansko za stvari, katere plačujejo nadzor nad njimi, se pravi, elektrika se vsak dan draža, življenje je iz leta v leto hitrejše. Potem ta družina se vpraša, kako bomo mi na enostaven način prihranili in hkrati naredili nekaj dobrega zase in za okolje. In tle pride naš produkt. In sicer Will.i deluje na princip pritisni, poveži, uporabi. In tle imamo potem ta senzor, ki bere, na to pošilja podatke na oddajnik in v oblak, iz oblaka pa dobimo na to na mobilni aplikaciji dodano vrednost. In kaj to je? Dobimo pogled, koliko trenutno rabimo. Dobimo pogled povprečja dnevnega. Dobimo pogled, ali smo zvestni pri našem modelu, ali preveč trošimo, ali premalo trošimo, ali smo se popravili in vse to še monetiziramo. Se pravi, koliko smo do danes porabili, koliko bomo imeli še ta mesec računa, da lahko tudi planiramo stroške. V vsakem trenutku lahko pogledamo, kolikšna je številka na števcu in če je nizki tok. Raziskave kažejo, da pri tem lahko do 15% prišparamo. Zakaj? Zaradi tega, ker ljudje, če vejo, koliko energije uporabijo, vejo, kako jo na to porabiti. V smislu, da lahko potem zamenijo žarnice, hladilnik ali sistem gretja. Trg je zelo velik, mi smo se bolj usmerili na Evropo pa Rusijo. Samo v Avstraliji so v preteklih 3 letih namestili preko energetskih distributerjev več kot 300 000 podobnih naprav. Mi smo postavili za to spletno stran, preko katere bi začeli s promocijo. Na to bi dobili 150 testnih uporabnikov, mogoče tudi geekov, po domače rečeno. Z njimi na to bi prodirali do energetskih distributerjev. Z njimi bi poskali neko sinergijo, s katerim bi se odprli novi kanali in bi dobili večjo in željeno maso, ki si jo sami želimo. Na začetku bi imeli približno prvih letih 2000 prodanih teh vzorcev, na to pa je, kadar bi se povezali z distributerji, preko 150 000 in s katerimi bi na to tudi imeli dobičko okoli 200 000 hiter izračun. Se pravi, kako bi rekli tujci? Will I save? Yes, you will. Hvala za pozornost. Lahko sam vprašam, koliko je strošek za uporabnika? Koliko bi bil strošek tele napravce, da jo namontiraš gor? Cena storitev stane 99 €. Strošek dejansko nima. Lihta je ta prednost, ker je naprava zelo intuitivna. Konkurenca do sedaj ima neke klešče in moraš vedeti, na kateri kabel moraš to priklopiti. Tle pa samo namontiraš gori in deluje tudi v vseh pogojih. Lahko vsak doma. A pa to deluje samo na teh starejših analognih števcih, kaj pa z modernejšimi, ki nimajo tega kolečka, ki se vrti tukaj okoli? Po določenih podatkih smo ugotovili, da teh števcev po celi Evropi je nekaj milijonov. Bolj te analogni, digitalni števci se bolj zdaj samo zaenkrat na oni strani luže bolj implementirajo. Tako da tle v Evropi še niso toliko razširjeni. Pa še vprašanje glede brandinga. Ta Will.i se slišče na hitro izgovoriš presenetljivo veliko kot Will.i. Pa se glede na merjenje števcev se zdi primerno ime. Ja, ime smo zbrali zaradi tega, ker to je dejansko senzorček, ki je z laserčkom, oziroma IR-jem, kada gre črna pika mimo, naredi en tik. 99 € to bi stala ta senzor, bi stal toliko? Ne, senzor, če bi hoteli vi recimo sami si to umestiti in na kakšne druge parametre spremljati, bi stal samo 35 €. Drago pride pač zaradi te komunikacije in infrastruktura v ozadju in tako. 99 na leto je bilo to? Ne, to je enkraten strošek. Seveda potem, če bi se pa recimo povezali s kakšnim distributerjem energije,
bi se ta strošek za nas znatno zmanjšal, ne? In lahko bi oni recimo dali tako dodatna ponudba, pač bi umestili to ponudbo v neko svojo konkurenčno prednost in tako rešiti ogromno. A ste razmišljali, da bi to nadgradili z porabo plina, porabo ostalih energentov, porabo koliko na telefonu, koliko sem mesečno že pokuril? Ja, zaradi tega sem jaz uporabljal vedno izraz energija, ne električna energija, ne. Energija je lahko tudi plin in za plin se uporabljajo tudi podobni števci in lahko tudi to se na take načine tudi implementira. Tako da ja. Omenil si merjenje pač tega, koliko hladilnik porabalo posamezni elementi, ki jih je treba zamenjati. To sklepam, da meri samo celotno porabo v gospodinstvu. A potem to čisto sprašujete, glede na to, kjer naprave predvidevajo uporabniki, da imajo najstarejše ali kako? To je tako, ne. Recimo, bom povedal pač konkretni primer. Recimo, uporabnik gre spat, bo rekel, bomo še pogledali, koliko porabi, bo videl 300 vatov. Kaj še imam, ne? Bo rekel, aha, ja, računalnik lahko ugasnem, recimo, ne. Potem, recimo, prej bo šlo dopust, bo spet 500 vatov, čakaj malo, a ja, bolje bi lahko tudi ugasnil, ne. Bolj na tak način. In hkrati ali pa recimo, ne vem, eno zimo spremlja, koliko on porabi elektrike, recimo, če se gre na radiator in elektriko, bo potem naslednje leto razmislil o nakupu mogoče toplotne črpalke, ne. Po drugi strani izolacija. Ali pa tudi bo spremljal, koliko plačuje in bo rekel, če bi zamenjal energetskega distributerja, gre lahko spet cenejše, ne. Ki omogoča to spremljanje, ker je naprava kar natančna. Kaj pa ta družbena komponenta? Bojo lahko uporabniki kaj primerjali to med sabo? Ja, ideja je, da bi naredili potem dolgoročno še nek community. Podatki bi si tako anonimno pošiljali, se pravi, bi bili v navednicah pod našem nadzoru, ne od distributerjev, se pravi, da oni ne bi mogli vohljati za nami. In na to bi lahko potem uporabnik gledal, koliko manj elektrike porabi recimo z neko državo, z neko regijo, z nekim področjem, ulico, karkoli. Hvala lepa.